Lep pozdrav v novem vlogu iz Omana. Vse skupaj se lepo nadaljuje, sem še vedno navdušen, ful super je. Vsak dan prinese nekaj novega, vidimo nekaj novega, v glavnem to je top, ne morem drugače reči. Zdaj nazadnje, ko sem se javil z otoka Masirah. Če si niste pogledali tega vloga, najdete v opisu tega videoposnetka spodaj link, da se nam boste matrali pa iskali. Ti si pogledajte, ker tam sem veliko zanimivih stvari povedal, tako da se vam ga splača pogledati, preden pogledate tega. No, za tega otoka Masirah smo se mi zdaj preselili v notranjost Omana. V bistvu skoraj cel dan smo se vozili, tako da tisti dan, bi rekel, 3 dni nazaj se nam nekaj posebenega ni dogajalo, pač vožnja, trajekt, avto, da smo prišli v mesto Nizva. Prišli smo v en super hotelček, kjer smo v bistvu se stuširali po 2 dneh, ker prej smo kampirali, pa ni bilo te možnosti. Šli spat, naslednji dan zjutraj smo pa že zgodaj vstali, kjer smo šli na tržnico. Mislim, da smo bili že okoli 6:30 na tržnici. Tržnica zanimiva, bila je poleg vsega tudi kozja tržnica, to pomeni, da so koze prodajali. Sicer zanimivo, samo so se te kozice malo smilile, tako da tam se nisem kaj veliko zadržal. Sem pa ostali del tržnice pogledal, tam, kjer je bila zelenjava, pa tudi druge stvari so bile še zanimive. Tam nekje so puške prodajali, tako da tisto je bilo meni zanimivo. Pa malo opazuješ ljudi, pa tako da meni je bilo zanimivo. No, potem smo se vrnili nazaj v hotel, pozajtrkovali in šli na izlet sem nekam okolice Nizve. Obiskali smo eno gorsko vasico, ki je izredno zanimiva. Nisem sicer nič točno preštudiral, kaj se je tam dogajalo, zakaj, kaj je sploh tam posebenega. Bom pa to še pogledal. No, meni je bilo izredno zanimivo, ker so hiše na nekih kamnih. Moja skupina, mimogrede z Matjažem Mintiharjem smo, ki je super vodnik in priporočam potovanje z njemu. Moja skupina je potem v enem super lokalčku bila dol, so spili kavico, ne vem, a so tudi pojeli kaj ali kaj so delali, ne vem čisto točno. Jaz sem pa gor na hribu videl eno utrdbo in sem rekel, to moram iti pogledati. In sem šel gor pol tisto utrdbo pogledati, tako da verjetno je tam Matjaž razložil kaj več v tej vasici. Jaz pač žal tega nisem slišal, ampak tudi tista utrdba je bilo super iti pogledati, super razgledi, tako da mi ni žal, da sem šel. No, potem pa, ko smo se pa vračali, smo se pa spet ustavili v centru Nizve, tam zraven tržnice in smo pač šli na večerjo. Usedli smo se v enem lokalčku, zunaj, lepo na vrtu, super občutek, ki veš, da je v Sloveniji, ne vem, tam okoli 0 ali pa celo minus, mi smo pa lepo v kratkih hlačah, kratkih rokavih, lepo tisto po večer je bil, pa smo si lepo fino pojeli. Zdaj hrana, eni smo super naročali, jaz sem jedel rakce, sem bil izredno zadovoljen, eni so se pa malo zmotili, pa niso glih čista prave stvari naročili, so bili pa malo manj zadovoljni. Ampak en tak fini občutek je bil, jaz sem prav razmišljal tam v tistem lokalu, sem rekel, wow, kaj je lušno, takole se usedeš, cel dan bil zanimiv, dobra družba, malo podebatiraš, ko smo pojeli, smo šli še malo na tržnico, še ene stvari kupiti, jaz sem šel še džamijo pogledati. To se sam malo sprehodiš, ljudje so prijazni, te ugovarjajo, se malo pogovarjaš. V glavnem, tudi če ni nič posebenega, rata nekaj posebenega. No, potem pa sledi hotel, smo šli spat, zjutraj zajtrk in potem smo pa šli v tele hribe. Šli smo čez en prelaz, to je tukaj, ki me vidite. Šli smo čez en prelaz, zelo se dviga, trenutno smo na višini okoli 2200 metrov. Tukaj dol, če pogledate, tukaj je 900 metrov prepada in je ena skalca, ki je čisto tako, bi rekel, skoraj v zraku in gor smo se slikali. Poglejte si sliko na mojem Instagram profilu, pa tudi na Facebook profilu, tudi do Instagrama mojega, pa Facebooka najdete linke, boste videli to slikco, v bistvu si čist nad prepadom, pa še Matjaž me je slikal, tako da je ful dobro slikco naredil.
Drugače pa tukaj fenomenalno, kakor vidite odzad, bolj taka kamnita pokrajina, meni je to všeč. Tam so nas en vodič pričakal, pa smo najprej kavico spili, ena vasica gorska, tudi zelo zanimivo. Zdaj pa moja skupina se je že odpravila po temle grebenu, ki ga vidite tukaj vzadej gor, pa grejo potem po drugi poti nazaj, jaz bom šel za njim in bom že ujel, ampak tole sem pa rekel, moram izkoristiti tale super kraj, da posnamem vlog za moj YouTube kanal. Zdaj tukaj sem tudi ful dobre posnetke z dronom naredil, ker tudi upam, da jih bom lahko dal čim prej na internet. Namreč tukaj imamo majčkeno težavo, je internet zelo počasen in naložiti video posnetek na YouTube ali na Facebook ali kamorkoli traja kar nekaj časa. Tako da imamo se neverjetno, imam tudi super cimra, Cirila, ful se razumeva, skup se vozva z avtom, tako da ful mi je super tukaj, tako da zame je tole pravljica. Upam, da bo čim dlje trajala, oziroma trajala bo do petka. V petek pridemo že domov. Edina slabost tega potovanja je ta, da smo že v petek doma. Čaka nas pa še ful zanimivih zadev. Jutri gremo potem spimo 2 dni, spimo v šotorih, kar se tudi veselim, čeprav boljši hotelček. En dan v puščavi, en dan na enem prelazu na 2000 metrih, potem gremo pa spet ob morje, kar se tudi spet veselim, ker je ful dober. Tiste želve velikanke bomo videli, pa morje jaz itak imam ful rad. Tam, ko smo bili na otoku na morju, se žal nisem kopal, ker me je majčkeno grlo zagrabil, pa sem rekel, ne bom riskiral, da ne bom nekaj ful zbolel, čeprav pa ene parih ima težave, so kar bolni, ampak jaz to mislim, da so s klimo pretiravali v avtu in da je to zato. Jaz sem bil takrat malo, pa sem majčkeno tabletkov pojedel, tako da zdaj sem zdrav kar riba in ni čist nobenega problema. Tako da spremljajte me, bo še veliko zanimivih stvari bom povedal do živo. Naročite se na moj kanal, kliknite tisti rdeč gumb naroči in potem še zvonček. Obljubim vam, da bo še veliko zanimivih vsebin. Zdaj pa moram končati, zato ker moram za svojo skupino iti, da me ne bojo čakali. Se veste, kako je to vodič živčen, če nekoga ni, čeprav sem rekel, ne čakajte me, brez težav vas bom ujel, ampak grem, tako da lepo se imejte, lep pozdrav Slovenijo in spremljajte me, veliko še zanimivega bo. Adijo.